vašimi vprašanji, če se strinjate, tako kot običajno. Torej, Komisija pri Ministrstvu za zdravje je danes predstavila ugotovitve glede tragične smrti. Verjetno so vas posebno skupino za cepljenje že seznanili s tem, ne? Ja, posvetovalna skupina za cepljenje redno pregleduje resne neželene dogodke po cepljenju, tudi po COVID-19. Minister je dejal, da bo posvetovalni skupini predlagal, da omaknemo cepljenje z Janssenom, razen na posebno zahtevo. Boste to torej predlagali, kako bo glede cepljenja z AstraZeneco? Torej, že sedaj je v Sloveniji pravzaprav omejena uporaba vektorskih cepiv na situacije, v katerih je to pač neizogibno, recimo, da gre za nekoga, ki bi res moral biti cepljen, pa je preobčutljiv na mRNA cepiva ali je po njih prišlo do kakšnega resnega neželenega učinka in pa recimo na izrecno željo cepiva so registrirana s strani Evropske agencije za zdravila. Zaenkrat je bilo za cepivo Janssen pravzaprav neka začasen umik. Takrat je bilo rečeno, da do tega, ko bodo znani rezultati te analize, ki jo omenjate, ampak v bistvu tak princip že velja za vektorska cepiva. Tako da bo to začasno umaknjeno in bo za obe vektorski cepivi verjetno veljalo enako, je pa to seveda stvar dogovora na skupini. Menite, da bi se morali cepljenje z Janssenom ustaviti že po prvi potrjeni smrti, da vas spomnim smrt žene diplomata zaposlene v Bruslju? Takrat se za to nismo odločili, smo pa v trenutku, ko je bilo cepiv v Sloveniji dovolj, priporočili, da se prednostno uporabljajo mRNA cepiva. Kako zdaj prepričati ljudi, da se bodo še naprej cepili? Zdaj še ena smrt je potrjena, marsikomu bo to zbudilo strah. Mislim, da je bila ta škoda že narejena. Ta strah, ki je, tega smo se zavedali, takoj, ko se je to zgodilo, potegnil za sabo kar nekaj tragedij, kar nekaj dodatnih smrti ljudi, ki se niso cepili zaradi tega strahu. Jaz ne pričakujem, da bo sedaj stanje kako slabše, prej bi rekla, da nekje boljše, ker vendarle postaja očitno tudi v Sloveniji, da je COVID zelo nevarna bolezen. Če pogledate, umrl je za COVID-19 že vsak 400. Slovenec, če preračunate številke, medtem ko se ti neželeni dogodki nanašajo na enega na mogoče 100.000 cepljenj ali pa nekaj primerov na 100.000 cepljenj in še ti primeri niso vsi smrtni. Tako da je ta razlika res očitna in v situaciji, v katerem je kroženje virusa tako zelo intenzivno, kot je pri nas, je razlika med tveganjem cepljenja in tveganjem bolezni ogromna. Ampak to cepljenje s prvimi odmerki je zadnje tedne precej slabo. Imate sploh še kakšno novo idejo, kako to spet? Torej, na vsak način je treba približati cepljenje ljudem, da bo cepljenje enostavno, da ne bo čakanja na recimo v cepilnih kakšnih vrstah, na cepilnih centrih, da ne bo naročanje s preveč odloga za tiste, ki bi se želeli naročiti. Skratka, cepljenje na vsak način treba približati ljudem. Zdaj se veste, po vsem svetu potekajo razgovori o tem, da bi bilo treba vsaj za določene skupine uvesti obvezno cepljenje. Nedavno, ta vikend, smo imeli eno konferenco tega stalnega komiteja evropskih zdravnikov, na katerem je bila precej burna debata med državami, kjer je cepljenje tako kot pri nas slabo sprejeto. Tukaj je bilo kar nekaj pobud, da bi tudi ta komisija, ki nekje predstavlja evropske zdravnike, dala pobudo za obvezno cepljenje, medtem ko so seveda iz držav, kjer to poteka samo z informacijo ljudem, kjer je cepljenje že sicer dobro razumljeno, temu nasprotovalo, ker se jim to ne zdi potrebno. Zdaj, situacija pri nas seveda je malo posebna, tako kot je posebna vsaka država, vsaka družba. Zaenkrat seveda smo mnenja, da bi bilo obvezno cepljenje korak stran k temu, da bi ljudje končno razumeli, spoznali cepljenje ne samo proti COVID, ampak tudi proti drugim boleznim, kot res en tak zelo dober javnozdravstveni ukrep, kot pravzaprav en mejnik
sodobne medicine. Zato pač so ukrepi taki, kot so. Skratka, če se nekdo ne cepi, se lahko tudi redno testira in s tem zagotavlja sicer ne sebi varnosti, ampak vsaj drugim. Jaz imam še eno vprašanje, in sicer, ali obstajajo ljudje, ki so popolnoma odporni na COVID? Prebrala sem nekaj študij, da so nekateri ljudje, ali da imajo tako povišan imunski sistem, ali pa da je nekaj v povezavi s krvno skupino, z limfociti T. Pa me zanima, če v Sloveniji kaj vemo o tem, če so se kakšne raziskave narejene, ali gre tukaj samo za asimptomatske bolnike? Torej, v Sloveniji ni bilo delanih kakšnih posebnih raziskav, saj meni to ni znano. Seveda vse je možno. Na eni strani gre za asimptomatske bolnike, na drugi strani gre za situacije, v katerih se bolezen pač ni prenesla, ker razmere niso bile take. Tudi v vseh družinskih okoljih je razlika, kako se osamimo, kako pač, kakšne možnosti imamo. Seveda pa obstaja določena dovzetnost pri ljudeh, ki je genetsko pogojena, v bistvu za vse infekcijske bolezni. Tudi pri COVID-19 so nekaj povezovali z krvnimi skupinami, potem je tukaj to stvar teh receptorjev, na katere se virus pripenja, skratka več dejavnikov, ki se seveda raziskujejo naprej, podobno kot pri drugih infekcijskih boleznih. Mogoče še glede različice Omikron, je kaj novega znanega in kakšno stališče vaše posvetovalne skupine glede cepljenja, bo še vedno tako učinkovito ali smo še predaleč? Glejte, to ni stvar stališča. To so dejstva, ki jih pokažejo raziskave. Tukaj je zelo težko sprejeti neko stališče. Vse, kar sprejemamo, o čemer govorimo, pravzaprav ni stvar naših mnenj, ampak gre za neke rezultate analiz, ki so objavljeni, ki so pač verodostojne. In v tem primeru seveda čakamo na to, kakšni bodo rezultati analiz. Približno teden, dva bo trajalo, da bodo narejene prve analize v laboratoriju. Tisto, kar se ugiba s strani virologov, je, da nekaj spremembe gotovo bo, da pa obstaja tudi upanje, da bodo te spremembe bolj v smeri, da bo slabše preprečevanje prenosa okužb, medtem ko bomo proti hudim potekom bolezni še vedno vsaj nekoliko zaščiteni. Zdaj, ta cepiva, ki obstajajo, so bila proti originalni različici, pa tudi proti alfa različici, ki smo imeli spomladi, v bistvu zelo visoko učinkovita v primerjavi z cepivi, ki jih uporabljamo sicer. Delta je to nekoliko zmanjšala, ampak še vedno je recimo zaščita pred tem, da zbolite in greste na oddelek za intenzivno zdravljenje v Sloveniji, glede na to, da je nekaj ljudi bilo že cepljenih pred časom, skratka to je ta neka skupna številka, ki jo lahko zdajle ocenjujemo, približno slabih 90%. To je še vedno zelo, zelo visoka zaščita. Zdaj, tudi če se to nekoliko zniža, bo ta zaščita še vedno precejšna in bo še vedno bodo veljali te preračuni, kakšna je verjetnost, da recimo dobite neželeni učinek po cepljenju in kakšna je verjetnost, da zbolite, če so cepljeni, precej v prid cepljenja. Ampak kot rečeno, to so trenutno samo ugibanja, čakamo rezultate raziskav in seveda glede na to se bodo gotovo lahko spremenila do neke mere priporočila. Seveda druga stvar pa je, kako hudo bolezen ta nova različica sploh povzroča. Na eni strani iz Južne Afrike poročajo o tem, da je bolezen blaga, na drugi strani pa poročajo o več sprejemih na oddelke za intenzivno zdravljenje pri mlajših ljudeh. Tako da zaenkrat pa so to majhne številke in pravzaprav se bo lahko naše stališče, da tako rečete, oziroma informacije, ki jih imamo v naslednjih dneh in tednih, še spremenile. Ampak ta povečan sprejem na intenzivno nego pri mlajših, a se tukaj že ve, kakšen vpliv cepljenja? Ne, to so podatki ustni, zapisani pa pač na spletu s strani zdravnikov. Nimamo nobenih analiz, kako je s cepljenjem, tudi gre za majhno število ljudi, tako da je zelo težko ocenjevati učinek cepljenja. Zdaj za cepljenje ostajata dve mRNA cepivi. Ste obravnavali v tem času kakšne resne neželene učinke glede teh dveh, Moderne in Pfizerja? Torej nič takega, kar bi odstopalo od pričakovanega, kar nekaj prijavljenih neželenih učinkov je še v analizah.
Seveda ta cepiva so res pod drobnogledom, ne samo pri nas, tudi po vsem svetu tečejo prospektivne raziskave, v katerih sledijo tem neželenim dogodkom, ampak zaenkrat pravzaprav nič takega, kar bi presegalo tisti prag, kot se reče, signala, pač nečesa, kar se zdaj res dogaja in bi lahko pač spremenilo nek odnos do cepiva. Mogoče še zadnje vprašanje. Vtis imam, da cepljeni ljudje imajo občutek, da so bolj varni, kar se tudi tiče tega, ampak zanima me, kako je s testiranjem. Res je, to je nekaj, kar opažamo pri nas, pa tudi po vsem svetu. Se je del tega ugašanja imunosti, pravzaprav verjetno ni ugašanje imunosti, ampak bolj sproščeno vedenje ljudi, ki so cepljeni, zato tudi večkrat zbolijo. Namreč cepljenje ni 100-odstotno. In seveda lahko tudi cepljena oseba zboli, zbolela bo blažje. Še vedno zbolevajo cepljeni toliko manj pogosto, da neko splošno navodilo, da bi se morali tudi cepljeni testirati, trenutno ne pride v poštev, ker je to enostavno, kako bi rekla, dobrobit, se pravi, tega je manjša, kot bi bil vložek tega, ker bi bilo treba toliko več testirati. Ampak, če pa pogledamo drugače, na osebni ravni, če smo recimo cepljeni, se zavedamo tega, da seveda je virusa veliko in da lahko kljub temu se okužimo, pa je pametno, da predno gremo na kakšno druženje, zbiranje v gostinski lokal, da opravimo vsaj hitri antigenski test. To je pa postalo neke vrste olika, da tako rečem, odnos do človeka, ki ga boste recimo v gostinskem lokalu srečali. Hvala. Hvala.